Danes v Pomurskem dnevniku najprostovoljec leta. Prehajanje občin. Blodkova priznanja. 2 zadetka v mreži. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje. Na petkovi slavnostni podelitvi priznanj je pred kamero stopil tudi murskosoboški župan. Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci, drage občanke, dragi občani. Letošnje leto je posebno leto, tudi zaradi virusa, kateremu smo priča. V letu 2020 smo se soočili z situacijo, ki nas je dobila nepripravljene, tako na državni kot na lokalni ravni. In že v marcu 2020 smo iskali možnosti in načine, kako se soočiti za to krizo in kako na nek način ljudem pomagati, tako da ne bodo ostali sami, da ne bodo ostali lačni in da bomo nudili pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Pokazalo se je zopet, da imamo v Sloveniji in v naši regiji izjemne prostovoljke in prostovoljce, ki so na naš poziv, na našo prošnjo, pa tudi samoiniciativno pristopili na pomoč, pristopili nasproti in skupaj smo tako v letu 2020 kot tudi v letošnjem letu uspeli uresničiti osnovno poslanstvo, pomagati sočloveku. Najprostovoljka 2020 v mestni občini Murska Sobota je postala Joža Bencak iz Kroga. Nagrado za najprostovoljno društvo 2020 v mestni občini Murska Sobota je prejela nogometna šola Mura z navijaško skupino Black Gringos. Najprostovoljna organizacija 2020 v mestni občini Murska Sobota pa je postal klub prekmurskih študentov. Poleg izbranih nagrajencev pa se je župan še posebej zahvalil tudi številnim mladim neimenovanim posameznikom, ki so se v minulem letu javili kot prostovoljci za pomoč v domovih za starejše in bolnišnicah. Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se z današnjim dnem odpravlja omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce. Prav tako je od danes dovoljeno zbiranje do 10 ljudi. Več omejitev se sprošča tudi na področju športa. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči med 21. in 6. uro. Prepoved gibanja zunaj občine stalnega prebivališča, ki jo je vlada v drugem valu epidemije novega koronavirusa uvedla že drugič, je veljala od oktobra, pri čemer pa je bilo možnih nekaj izjem. Med njimi so bile od decembra tudi športne aktivnosti v naravi, a je bila ta izjema omejena na regije. Zdaj se te omejitve povsem odpravljajo. Manj omejitev od danes velja na področju športa, tako je dovoljena brezkontaktna športna vadba, individualno oziroma v skupini do 10 športnikov, ob neprekinjenem ohranjenju vsaj 2 metrov medsebojne razdalje, pri čemer pa morajo imeti voditelji dejavnosti negativen test na koronavirus, ki ni starejši od 7 dni, potrdilo o cepljenju proti COVID-19 ali dokazilo, da so COVID-19 preboleli. Omenjena dokazila morajo imeti tudi uporabniki žičniških naprav na smučiščih, pri čemer pa izvid testa ne sme biti starejši od 7 dni. 56. podelitev Blodkovih priznanj, najvišjih priznanj Republike Slovenije na področju športa, je letos zaradi posebnih okoliščin pandemije COVID-19 potekala na prilagojen način. Priznanje se podeljuje za prispevek k razvoju športa, za športni dosežek in za življenjsko delo v športu. Letos pa bodo podelili kar 4 nagrade in 12 plaket. Blodkovo nagrado za življenjsko delo v športu prejmeta Marjeta Kovač in Polonca Sladič. Blodkovo nagrado za vrhunski mednarodni dosežek pa prejmeta Tadej Pogačar in moška rokometna reprezentanca.
Letošnji nagrajenke in nagrajenci, nosilci najvišjih priznanj športa v Republiki Sloveniji v letu 2020 ste navdih. Ste zgled spoštovanja vsem, ki vas poznamo iz domačih okolij, preko sodelovanj, preko spremljanja in navijanja v medijih. Vi ste tisti, ki niste zaslužni zgolj za vso preteklo, ampak tudi za aktualno prepoznavnost na polju športa, v imenu športa. Tu še prav posebej mislim na vašo vlogo v tem pogosto kot korona šport poimenovanem obdobju. Kot športniki, kot trenerji, kot strokovnjaki, kot glas medijev ste z veliko mero potrpežljivosti, predanosti, tudi upravičeno stisnjenimi zobmi pomagali, da se je lahko šport razvijal dalje, tudi v času vseh silnih omejitev in prepovedi. In ste dosegli rezultate, zavidljive rezultate. Kot Tadej Pogačar, ki je zmagal na slovitem Tour de Franceu ob vseh epidemioloških omejitvah premagal samega sebe in pokazal vesoljnemu svetu, da se da je možno, da se sadovi truda in razumevanja vedno bogato povrnejo, če si vztrajen, če razumeš in če daš od sebe še več, kot misliš, da lahko. Plotkova načela sprejemanja in reševanja problemov, nalog, obljub, izzivov so nagrajenkama in nagrajencem ter 12 dobitnikom Plotkovih plaket več kot domača. Podobno kot so domača tudi našim novim, pa tudi starim športnim zvezdam, ki jih na športni Olimp postavlja korona čas. Preko Primoža Rogliča, lomilca meja možnega, do mlade Nike Križnar, Eve Orevc, Bora Pavlovčiča, Tima Žnidariča Svenška, Jerneja Slivnika in še pre nekaterih drugih, o katerih bomo v naslednjih obdobjih zanesljivo govorili tudi v povezavi z inženirjem Stankom Blodkom. Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, hvala, ker ste. Hvala v imenu Republike Slovenije, hvala za vse vaše dosežke. Hvala za vaš zgled preteklih in še prav posebej sedanjih dni, ker prav v tem trenutku predstavljate tudi zgled prihodnjih uspehov v športu naše države, naše družbe kot celote. Med prejemniki Plotkovih plaket pa sta tudi dva pomurska rojaka. Tonček Gider je leta 1994 kot prvi Pomurec v živo za lokalni radio Murski val prenašal tekmi evropskega tekmovanja. Na Murskem valu zdaj že več kot 30 let ureja in pripravlja športno rubriko pri dnevnih poročilih in ostale tedenske športne vsebine. Je tudi dolgoletni član Društva športnih novinarjev Slovenije. Plaketo pa je dobila tudi Alenka Artnik, članica potapljaškega društva Murska Sobota. Šele pri 34 letih se je odločila, da bo profesionalno začela trenirati potapljanje na vdih. Je 4-kratna svetovna prvakinja, že 5. leto zapored pa postavlja svetovne rekorde. Do zdaj je skupno dosegla že 10 rekordov. Črno-beli so se s priprav v Turčiji vrnili povsem zdesetkani. Tudi zato jim ni uspelo osvojiti stožic, domov pa so se vrnili z 2 zadetkoma v mreži. Srečanje se je začelo ob 18:30, prvi polčas pa je minil brez zadetkov. Trener soboških nogometašev ob tem pravi, da poraz proti Olimpiji ni nič takšnega, kljub temu pa z rezultatom niso zadovoljni. Dejstvo je, da smo bili mogoče zelo boljši, si ustvarili več priložnosti ali pa več situacij, ki bi lahko zadeli, ampak Olimpija je vseeno Olimpija doma, nič ni takšnega. Ampak seveda ne moramo biti zadovoljni in tudi fantje niso zadovoljni, ker glede na prikazan, glede na vložek, glede na željo, mislim, da smo zaslužili več. V 44 minuti srečanja je črno-belim zagodel še sodnik. To je zdaj stvar takšna, ki je sodniška odločitev šla Olimpiji na roko. Z naše strani je bilo vidno evidentno, da je bil čisti prekršek, ali je nameren, to sploh ni pomembno. Pomembno je to, da gre igralec sam v gol za zaključek prvega polčasa z rdečim kartonom, tako da mislim, da je ta odločitev sodniška kar vplivala na današnji potek tekme. Po prvem zadetku se Murašem ni uspelo vrniti v igro. To je problem, saj prvi zadetek pomeni ok, smo ravno pripravljali drugačen način igre oziroma z malo bolj ofenzivno postavitvijo, da pridemo do točke ali pa celo do 3. Je pa dejstvo, da je to ena stvar, katero smo že ogromno krat pridelali, da po prijetem ali pa danem zadetku moramo biti zelo skoncentrirani v naslednjih 3 do 4 minutah in danes je bilo malo, predvsem z razočaranja z naše strani toliko, kako smo si
kako smo lahko dobili zadetek, če smo pa bili enakovredni ali pa celo boljši. Tudi poraz pa za črno-bele predstavlja priložnost za učenje in nadgrajevanje igre. Pa dobro, niso vsi fantje mladi, iz današnje tekme največ lahko dobi Antolin. Antolin, vsi drugi smo že, oziroma ali pa so že na nivoju, ki so že odigrali takšne tekme, tako da iz tega razloga je tudi, mislim, to je tudi eno od razlogov, da so fantje žalostni ali pa jezni sami nase, tako da se nismo priigrali več, ampak z takšnimi tekmami v vsakem primeru vemo, kako in kaj, ali pa vidimo, kako in kaj je potrebno delati, če želiš biti na najvišjih mestih. Kljub porazu so Muraši že motivirani za naslednjo tekmo. Pomembno je to zdaj, da bomo dobili cel teden trenažnega procesa z igralci, ki so v zaostanku 10-dnevnem, tako da to bo največji plus in seveda potem poskušali biti čim boljši v naslednji tekmi. Spopad z Gorico bo na sporedu v soboto 20. februarja ob 20. Dijake zaključnih letnikov pred zaključkom srednješolskega šolanja čaka še ena pomembna prelomnica, in sicer izbira študijske smeri. Da bi si dijaki olajšali vpis na fakulteto, Klub prekmurskih študentov ponovno pripravlja dogodek Bodoči bruc. Gre za predstavitev študijskih smeri, na katerem bodo bodoči bruci ob pogovoru s starejšimi študenti dobili napotke in odgovore na vsa vprašanja, ki se jim porajajo. Letos bo dogodek prvič potekal na daljavo. Odvijal se bo v petek 19. februarja na Zoomu s pričetkom ob 17. Nato sledi še sproščen klepet s študenti z različnih študijskih smeri. Za posamezne študijske smeri se bodo znotraj Zooma vzpostavile ločene sobe, glede na prijave in povpraševanja pa bodo v posameznih sobah združene podobne smeri. Med sobami bodo dijaki lahko prosto prehajali, tako da bodo lahko pridobili informacije o večjih smereh. Na dogodek Bodoči bruc se je sicer potrebno predhodno prijaviti, prijave pa zbirajo do vključno 16. februarja do polnoči. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog -3 stopinje Celzija. Opoldne ste v Krajnskem parku Goričko namerili -2 stopinji, v Murski Soboti -1, v Radencih nič, v Lendavi pa stopinjo nad lediščem. Jutri bo na zahodu po večini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru okoli -5 stopinj, dnevne pa od 4 do 8 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo še večinoma suho vreme, več oblačnosti bo na Primorskem. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, čez dan bo razmeroma toplo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -5 do -2 stopinji, dnevne pa od 4 do 11 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.